Živjo, sem Matej Cepin in poslušaš 87. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat sem se pogovarjal z Nejcem Škobernetom, možem, očetom 5 sinov, sicer pa računalniškim inovatorjem in tudi ustanoviteljem več zagonskih podjetij. Ideja o tem, da bi Nejca povabil v Goreči grm, se je porajala že kar nekaj časa, verjetno celo nekaj let, okoli novega leta pa je dobila še dodaten pospešek. Nejc se je namreč sredi lanskega leta skupaj s še 3 prijatelji lotil prevajanja knjige Pot mladeničev z dekleti. Povezavo do knjige najdete v opisu epizode. Knjige, ki se na prvi pogled za tako imenovani krščanski svet zdi nekoliko nenavadna, saj govori tudi o tem, kako uporabljati moško moč in z njo osvajati dekleta. Sam sem knjigo prebral kmalu po izidu in ponudila mi je nekaj izhodišč za nekoliko drugačno razmišljanje o moškosti, dostojanstvu, statusu, vodenju in odnosu do žene. Pogovor z Nejcem je zato v veliki meri tekel o vseh teh stvareh. Tisti, ki pogosto spremljate Goreče grme, veste, da so nekatere epizode usmerjene bolj v biografije ljudi, druge pa so bolj tematske, na primer o kakšni knjigi ali o pomembnem vprašanju. No, tale ni ne eno, ne drugo, ampak je pol-pol. Z Nejcem v epizodi veliko govoriva o moški moči in o odnosu moških do žensk, vse to pa se zanimivo prepleta z njegovo osebno zgodbo, ki pa je prav v tem letu na veliki in zanimivi prelomnici. Prisluhnite zakaj. In gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Nejc, dobrodošel v Gorečem grmu. Živjo. Kot serijski ustanovitelj startupov in še marsičesa iz področja informatike si se tokrat lotil prevajanja ene knjige Pot mladeniča z dekleti. In ta projektič je zelo drugačen kot tvoje običajne startupovske pobude, ne? Tako. Jaz sem to knjigo prebral, zelo z veseljem, sem bil najbrž med prvimi 100 Slovenci, sigurno, ki so jo prebrali, in mi je ponudila kar nekaj zanimivih izzivov in konceptov. V tej knjigi je definirana moška moč, kaj rečete virilnost v slovenščini. In ta virilnost se mi zdi, tako sem jo dojel, kot eno zelo, zelo močno moško silo, ki jo mož odkrije ali pa fant odkrije pri, ne vem, mogoče 12, 13, malo povezana tudi s spolnostjo, z odkrivanjem spolnosti in tako naprej. In ta moč je, lahko bi rekel, malo mene asocira na moč osvajalca. In to osvajanje je povezano pri tebi s startupi, vodenje ljudi tudi spada tle noter. Si se pa ti od tega avtorja, kako je že ime avtorja? Gif Lasta, to je njegov Gif psevdonim. Lasta, Američan? Ja. A, psevdonim je to? Gif je sicer dejansko ime, Lasta je pa psevdonim. Aha, okej. No, ti si se udeležil pri njemu tečaja v angleščini nadaljavo na novo skovani zakon. Tako. Zdaj bom malo provokativen na začetku. V kolikšni meri se je ta tvoja virilnost, ta tvoja moška moč prenesla iz sveta startupa tudi v tvoj zakon, glede na to, da si ga moral na novo skovati? Ja, jaz mislim, da če pogledam čisto na začetek, je bil moj vstop v najino zvezo, se pravi, ko sem jaz pristopil k Mici, svoji ženi, ko sva se spoznala, je bil zelo ta korak iz ene zelo take virilnosti je prišel, no, ker da si bil takrat ta prav? Da sem zbral pogum, ker v resnici to sva se na eni poroki spoznala, ne, jaz sem enostavno kar šel do nje in začel govoriti, ne, in tako dost osvajalsko, nič kaj ful sramežljivo. Pol ti imaš tudi to asociacijo osvajalca s to virilnost? Ja, mislim, pač GIF definira virilnost, ne, se pravi po angleško virility, mi smo dost časa razmišljali, kako bi to prevedli v slovenščino in smo pol videli, da nekateri so prevajali tako in smo tako prevedli. On to definira kot moško nagonsko hrepenenje
po dosežkih, spolnosti in osvajanju. Ne? Se pravi, da je to povezano, ta življenjska energija, ki nam omogoča, da sploh karkoli naredimo v življenju, da se aktiviramo, v resnici izhaja tudi iz naše spolne narave. No? Tako da jaz mislim, da predvsem na začetku je to dosti bilo očitno. Mislim pa, da nasploh pri nas nekako v družbi ni naravno, da bi se gledalo na moškega v zakonu kot tistega, ki je nekako bolj odgovoren za zakon kot žena. In je v bistvu se nekako dosta podoba enakovrednega partnerstva, kar v resnici je, ampak ko pa pride do odgovornosti, pa mislim, da je precej nevarno, če moški nekako ravnamo tako, da je to v bistvu bolj stvar žene ali pa celo naju obeh enako. To je pri meni, se mi zdi, bilo dosta očitno in to lahko vodi tudi v eno tako resignacijo. Se pravi, kadar je težko, če nimaš ti tega občutka, te ekstremne odgovornosti za svoj zakon, zelo hitro lahko padeš v vlogo žrtve. Mislim, da je to pri moških zelo nevarno. Ali žrtve žene, ali žrtve lastnih odločitev, preteklih, ne, se pravi, narobe sem se poročil, ne, zdaj pač moram tle trpeti. Ne. Tako da to je v bistvu tisto, kar je pri meni bil največji korak lani nekako, ko sem v bistvu spoznal, da v resnici je samo od mene odvisno. In noben ne bo priskočil tukaj na pomoč čudežno in mi v bistvu zrihtal zakona. Pač a ti si spoznal to, kot da si se velikokrat več znašel v vlogi žrtve, ali kaj? V resnici... Mislim, mentalno najbolj, ne samo sebi si razmišljal kot o žrtvi. Ja. Mislim, kadar je bilo hudo, ne? Kadar nekako nisva našla skupnega jezika, kadar nisem bil zadovoljen z nekaterimi stvarmi v zakonu, in nisem znal tega razrešiti, sem v bistvu se potem postavil v to nekako vlogo žrtve, predvsem samega sebe, oziroma malo tudi žene včasih. In to je po mojem najbolj nevarna stvar. No? Ker... To so kakšna taka drobna prigovarjanja ali tako orenka? Kakšen košček samogovora, recimo, kaj bi bil tak košček, ki si ga rečeš? Čisto v tem smislu, ne, pač ne vem... konkretno spolnost, je sigurno eno tako področje, kjer v resnici zakonca celo življenje rasteta. Ja. In nekako sem imel občutek, da zdaj že nekaj časa stojiva pri miru, da ne narediva neke rasti in nisem več nekako znal tega problema ali pa, ne vem, tle napredvatno. Spolnost je ponavadi, se mi zdi tak prvi trigger, ne? Ja, se zato... Za moško rast, ne? Sej zato tega je tudi virilnost tako definirana, ne? Tako, in zato je tudi v bistvu ta program, no, Reforged Marriage, je v bistvu nekako osnovno pozicioniranje je obuditev mrtvih spalnic, ne? Pač najna spalnica ni bila mrtva, ampak sigurno pa sva imela neko možnost nadaljne rasti, no? Tako da tukaj je tle dobra vstopna točka pri marsikateremu moškemu, da se ga zaktivira, da prevzame odgovornost tudi za vodenje samega sebe. No, to je tudi en tak zanimiv koncept v tej knjigi razložen, predvsem pa za vodenje v zakonu in v odnosu in družini nasploh. Ja, to zna biti, ravno to sem hotel zdaj naslednjo stvar povrtati, ker to zna biti zelo narobe razumljeno. Se pravi, da zakonska zveza je v mnogih razsežnostih oziroma dimenzijah lahko enakovredna, ampak v prevzemu odgovornosti oziroma vodenju pa ne. Kako bi to praktično ponazoril, ker tole je na konceptualni ravni sva zdaj premalo besede razložila, da bi to lahko bilo sprejemljivo. Meni se zdi, da je zelo pomembno, da ne enači vodenja z avtoriteto. Se pravi, če rečemo, da je nekako moški poklican k temu, da vodi v zakonu, tako kot je pri plesu, recimo, ne, to ne pomeni, da on ima zdaj prav, žena ga mora ubogati. S tem ne mislimo tega. Ampak to pomeni, da v resnici je poklican k temu... Je tudi povratna zanka. Tako. Je poklican k temu, da je dober vodja in če je dober vodja,
bo vreden sledenja. Mu bojo ljudje sledili nasploh, ne sem žena, ampak nasploh v življenju. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da moški, sploh moški, razvija to kompetenco vodenja drugih ljudi in tudi v bistvu v odnosu. Ker to pa je po mojem v naravi moškega in ženske. Zdaj, to je, ko rečem v naravi, mislim pač nekje na nivoju povprečij. Ne mislim, da ne obstaja ženska, ki je zelo sposobna vodenja in tudi moški, ki se verjetno raje malo prepušča drugim. To so vse nianse, ampak v splošnem jaz mislim, da smo moški malenkost bolj poklicani k vodenju in ženske verjetno se lažje prepuščajo vodenju pač drugih ljudi. Ampak zdaj si šel na dva različna konca spektra. Ne? Eno zdaj le si rekel malo bolj poklicani, ne? In za celo populacijo povprečno ne? Prej si pa veliko bolj radikalno govoril. Ne? Jaz mislim, da prvič v življenju je ogromno različnih področij. In se mi zdi popolnoma normalno, da v nekaterih področjih pač tudi moja žena vodi ali naše družinsko življenje ali kakorkoli. Ampak v splošnem, ko v bistvu ko jaz govorim o moškem vodenju, mislim predvsem to, da jaz čutim kot svojo odgovornost vse, kar se dogaja pri nas doma. Primer, ko se otroci zapletejo v konflikt z Mico, da v resnici jaz čutim, da moram pomagati po svojih močeh to razreševati, ne pa da to prepustim, to je pač njen problem. To predvsem, to prevzemanje odgovornosti za vse, kar se dogaja v najinem odnosu, v najini družini, kolikor pač lahko. Če zdaj probava to, super je, da si šel na konkretno stvar in se strinjam s tole konkretno stvarjo, ampak če sam probam, to jaz ne vem še odgovora, zdaj te ne iščem na ničemer, ampak probam prezrcaliti. Otroci se zapletejo v konflikt s teboj, a od Mice odgovornost je tudi, da poskuša situacijo po svojih močeh reševati ali ne? Jaz mislim, da je pomembno, da se jaz odvežem tega pričakovanja, da je to tudi njena odgovornost. To se pa zelo strinjam. Ker jaz pač čutim, da za ženske je največji izziv v bistvu, kako se sprostiti, kako prepuščati se, kako se zmehčati, zato da potem lahko v resnici k družini prenesejo to svojo mehkobo, to svojo nežnost, ki jo vsi potrebujemo od naših žena in mam. In je bistveno lažje za njih to narediti, če ni tega pričakovanja, da bo zdaj ona reševala ne vem kakšne probleme, kompleks ali pa neke odnosne moje stvari. Jaz nimam tega pričakovanja. Počutim pa to odgovornost, da kolikor se le da, jaz pomagam njej oziroma pač družini te stvari reševati. Sej, če se prav spomnim, v knjigi tudi avtor govori, to pojasnjuje s fiziologijo oziroma s človeškim telesom. Ne? Za moškega iti v spolni odnos ni praktično nobeno tveganje, ne? Za žensko je pa veliko enih vprašanj, veliko več enih posledic, ne? Telesnih in potem zaradi tega šele, ko se zelo, zelo varno čuti. Se pravi, potreba po varnosti je na nek način pogojena s spolno naravo oziroma s telesom. Ne? Tako. Bistveno bolj tvegano je to dejanje za žensko, kot je za moškega, pač čisto biološko. In tle, nekako je zanimivo to razmišljati na ta način, da v bistvu ženska podari svojo sprejemanje, v bistvu da dostop do sebe, kot čisto na nivoju spolnosti, medtem ko moški pa podari zvestobo, v bistvu, da bo res samo s to žensko in ne zdaj s celim svetom živel svojo spolnost. In kaj je zdaj ta tečaj spremenil v tebi? Kako je to sploh potekalo in kako je to, kakšne učinke imelo na te in na vajin zakon? Ja, se pravi, jaz sem pač se pridružil temu tečaju v marcu lani, 7-tedenski program preko Zooma z avtorjem knjige z Gifom. Glavna sprememba je pač to, da sem nehal razmišljati o stvareh kot nekaj, kar se mi dogaja, in prevzel v bistvu odgovornost za vse. In tako, če si direktor v firmi,
v resnici nimaš se ti komu žaliti. Za karkoli narobe, lahko samo sebe pogledaš. V bistvu, in ta isti pristop se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno, da moški prevzame doma, ker potem nimaš kaj jamrati. V bistvu ni več stvari, nad katero bi ti doma jamral, ker si v resnici odgovoren ti. In pri nama je to pomenilo v resnici zelo veliko spremembo najprej v najnem odnosu, da sva se nehala kregati. Se pravi, kaj to pomeni? To pomeni, da se jaz nisem več spuščal v konflikt, nisem reagiral, ne reagiram več čustveno v smislu, da bi se začel njej očitati stvari ali kakorkoli. Mico poslušam, ko je karkoli ni všeč, in seveda še vedno stvari niso všeč, in zelo pomembno, par dni nazaj smo imeli tako zanimivo situacijo, ko bi recimo 1 leto nazaj bi bila razpad sistema, jaz pa zdaj res probam te stvari, ki mi jih reče, slišati kot uporabno, mogoče zakriptirano informacijo, ki mi bo nekaj povedala o mojem vodenju, o meni, ali pa tudi o njej, o svojem doživljanju, o njenih težavah, kakorkoli. Ampak na meni je, da to interpretiram kot, upam, da koristno informacijo, ki mi bo pomagala ali sebe spremeniti, da bom boljši mož, oče in tako naprej, ali pa boljš voditi svojo družino, da bomo pač vsi bolj zadovoljni. Kako si sploh prišel do tega tečaja? Si kar brsko na internetu? Ne, Mica je Gifa lani, oziroma predlani, zdaj že jeseni na Twitterju najdla. In potem v bistvu sem takrat malo začel slediti, potem pa v bistvu bila ena taka malo bolj zahtevna ena situacija, ko sem potem pač čist med nama, ko sem ugotovil pismo, to bi pa verjetno tudi meni koristilo. Predvsem to prevzemanje odgovornosti, to mi res ni šlo najboljš. In v tem smislu je najin odnos zdaj popolnoma drugačen. In to se meni zdi že zaradi tega zelo, zelo dobra sprememba v življenju, ker recimo, kje se to potem pozna? Recimo, ne vem, pride sin, najstarejši, pa začne recimo nama na skupnem WhatsApp chatu, joj, spet bom zabil, ne vem kaj, pač čeprav ponovadi ni imel težav v šoli, ampak in vidim, kako to povzroča v Mici stres. In jaz zdaj v bistvu se meni to ne zdi več sprejemljivo. Jaz v bistvu ves čas razmišljam o tem, kako svoji ženi zmanjšati v življenju stres. In to se mi zdi, spet, če se le da, prevzemam tudi odgovornost za to in sem pač rekel sinu, sorry, ti več tega ne boš pisal na naš skupen kanal, če imaš težave s šolo, to meni piš, ker ona se pa začne vznemirjati, ne glede na to, kaj je zdaj tam zadnji in kaj se dogaja, to njej povzroča stres. Prav tega pač ti ne boš počel. Se pravi, v tem smislu, da čutim odgovornost, kako njo zaščititi pred čim več stresa v življenju, spet, da se lahko čim bolj umiri, zmehča in je dobra mati in žena. Ampak koliko je tle nevarnosti, da zdaj ti njo ponižaš s tem, ko sebe povišaš v voditla, veš? Se pravi, ti zdaj skoraj mal prepoveš stik, se je iz ljubezni pa vse, ampak... Ne, se nič ne prepovem, se pravi, ampak samo nežno sugeriram. Do fantov, ja, do fantov tam tle ni milosti, tle smo pač fanti, se bomo mi že zmenili. Tudi od nje ne pričakujem, da moje vodstvo sprejema. Se pravi, če bom dobro vodil, bo sprejet, če ne, pač ne bo. In včasih pač še vedno popolnoma pogrnem. Zadnjič sem imela primer, ko sva imela date, in sva eno soboto popoldne imela zase časovno. In v njeni glavi se je to pričakovanje malo naredilo, da bo to zdaj res nekaj posebnega. V moji glavi pa ni bilo čistko, je bilo pa pač to bo vsem skupno popoldne. In pol v neki točki me je vprašala, kaj je zdaj, a to je test, če znam pretrpeti tvoje slabo vodenje, ali kaj. Pač, so situacije, kjer še vedno... Ostrav. Ja, in recimo 1 leto nazaj tle bi jaz tudi, kaj... bil čisto užaljen. V bistvu ključna stvar je postani neužaljiv strani svoje žene. In če to dosežeš, po mojem, bo ful lepše. No, povej zdaj recept za poslušalce moškega spola. Kako postaneš neužaljiv? No, to pa pridemo do tega dostojanstva, ki je tudi v knjigi dosti dobro zdefinirano. Kristjani imamo tle v bistvu ful veliko prednost. Sicer v osnovi
to dobiš nekako osnovno dozo tega strani staršev. Ja. Lahko v plus ali pa v minus, lahko ti ga dvignejo ali pa pač podrejo dostojanstvo. Ampak potem v življenju, tudi če dobiš dobro doto, pridejo pač situacije, ki ti to dostojanstvo najedajo. In ta občutek lastne vrednosti v resnici. In je potem vprašanje, kako ti si pomagaš to graditi, povzpostavljati. In tle je sigurno, pač, če si kristjan, je to lažje, ker lahko črpaš to iz tega, da si pač ustvarjen po Božji podobi in samo že zaradi tega pač si neskončno vreden in ljubljen strani Boga. Če tega nimaš, je malo težje, ampak po drugi strani pa vseeno je zanimiv ta miselni, se mi zdi tak obrat. Ljudje, tudi tisti, recimo jaz sem pač do nedavnega nisem verjel v Boga. In sem nekako vseeno čutil močno, da vsi ljudje imamo neodtujljivo urojeno dostojanstvo, že zaradi tega, ker pač imamo deklaracijo človekovih pravic, ki pač ne stoji brez tega dostojanstva. Ampak to imamo šele od po drugi svetovni vojni. Tako. Prej so se ljudje ful bolj kregali v zakonih, hecam te. Moj point je, veliko ljudi, ki danes ne verjame Boga, še vedno verjame v to dostojanstvo, da ga ljudje imamo in je potem sem treba narediti, se pravi, ok, če ga imamo vsi ljudje, če ga imajo tudi moji otroci, a pol ga imam tudi verjetno jaz. In v bistvu si pač na ta način moraš dopovedovati sam v sebi, da ja, tudi ti imaš vrednost, ne glede na to, kar počneš, ne glede na to, koliko si dosegel, na vse te zunanje indikatorje, če mu reče GIF status v knjigi, ti imaš to inherentno vrednost in ko lahko si to v bistvu vedno znova prikličeš, kadar pride situacija, ko te žena nadere ali pa ko res narediš nekaj zelo narobe. To je pa najhujše, ko res narediš in še slišiš to razočaranje ali pa jezo strani drugih, da ne takrat... Ne nujno od žene, je to v službeni situaciji. Tako, da takrat prideš vedno v bistvu do tega miselnega, si prikličeš, lej, ja, sej v bistvu včasih sem res loser, ampak še vedno imam vrednost. To bi bila lahko tudi zelo kratka molitev, v bistvu ena oblika mikromolitve, po svoje. Ja. Sej glih to sem te želel tudi vprašati, zato ker te poznam, da vem, da v Boga ne veruješ še dolgo časa, še dolgo časa, ja. Kakšna je bila ta razlika, in a si opazil kaj zdaj, ko si Boga sprejel v svoje življenje, si opazil kakšno razliko tudi na tem področju dostojanstva, ali ne? Iskreno, niti ne. Se pravi, si že prej toliko verjel v dostojanstvo? V bistvu tle, da bi bilo zdaj neka bistvena razlika, ne občutim. Se spomnim, ko sem to prvič v knjigi videl, lani marca, in mi je bilo, se res. Jaz mogoče tudi zaradi tega, ker že 20 let živim s tako ženo. Tako, s tako ženo in v teh krogih in so mi te stvari že malo tako domače, da se v bistvu vse nekako kar prevajam v svoj nekak mentalni model in mi je to zelo domače, pač razmišljati o teh stvareh in včasih se kar mal identificiral sem se s kristjanom, čeprav sam v resnici tehnično nisem čisto verjel, da je vse to res, in zato verjetno mi to ni bil problem videti smisel v tem. Sej, če se smem pri tem še majčkeno ustaviti, ker to je del tudi tega dostojanstva, se mi zdi, kako si sploh spustil Boga v svoje življenje? Kaj je bilo tisti mogoče preskok, ker je tudi, če sem prav razumel, povezan s to knjigo, Se pravi, na nek način, ali prav razumem, da bo ta knjiga tudi pripomogla k enemu novemu krstu? Jaz mislim, da je ključno pripomogla k temu, da bom letos prejel te svete krste in to je v bistvu ta okvir, o katerem tudi v knjigi lahko preberemo. Se pravi, da v bistvu sem ugotovil, da je zelo pomembno, da sam pri sebi identificiram, kaj ta okvir je, se pravi, kaj definicija je prioritiziran seznam vrednot in prepričanj, ki
jih hočem v življenju zasledovati in jim biti zvest. In da je zelo pomembno, da jaz to sam izberem, kaj to vse je, in da temu ostajam vedno ves čas zvest. Ne? In da v bistvu nobene stvari ne počnem zato, ker bi bilo prav, ali zato, ne, čeprav sam tega ne bi verjel, ali pa zato, ker pač drugi tako reče, ali pa imajo drugi tako pričakovanje. Kadarkoli zapustim ta svoj okvir, se stvari v življenju podrejo. Ne? In tukaj sem v bistvu ugotovil, da kar se tiče vere, sem še vedno živel nekje v okviru drugih ljudi, mogoče glede nekako pričakovanj drugih ljudi. In tukaj je bilo to, ok, ampak se pravi, če bi pa jaz to začutil, a bi bil pripravljen to vzeti kot del svoje identitete, in sem gotovo, da sem še vedno imel neke čustvene prepreke tle, in ravno to mi je potem omogočilo, ne, to ni zdravo, ne. To moram preseči, ne morem tega imeti kot del svoje identitete zaradi teh čustvenih preprek. Tako da v bistvu en del procesa je bil gradnja te čustvene odpornosti, ne, tako kot sem prej rekel, bi postane neuželjiv strani svoje žene, ampak čustvene odpornosti nasploh, in to se mi zdi, da je v bistvu ključna stvar, verjetno vsakega človeka, no, ampak pri moškemu pa sploh, da postane v bistvu čustveno odporen, da ga ne stvari čustveno zdrmajo zelo hitro, no, ker tle potem se zelo pozna, ali lahko imaš ta svoj okvir ali ne. No. In ko sem v bistvu nekako prišel do tega in sem ugotovil, da v resnici jaz aktivno se ne ukvarjam s tem vprašanjem iskanja Boga, vere, ker si nisem čisto predstavljal, kako bi lahko to sprejel kot del svoje identitete. In potem, ko je to nekako odpadlo, sem pa v resnici lahko bolj aktivno začel se s tem ukvarjati, več brati, več razmišljati. In potem kar naenkrat sem ugotovil, da v bistvu sploh enih stvari od pač čist iz Svetega pisma pa zgodovine nisem poznal, tako da v resnici sem potem preko razuma nekako prišel do vere, kar si nikoli nisem predstavljal. Jaz sem vedno mislil, da to bo pač zdaj nekaj se mi moral ful zgoditi, hudega, ne vem karkoli, ampak zdaj pa v bistvu mi je pol kar nekega dne tako zmanjkalo razlogov, zakaj ne videti to kot resnico ali pa zelo verjetno resnico. Tako je nekako pot. Jaz mislim, da se zdaj pogovarjava dva računalniška minda, ne? Računalniški obliki možgan, ker jaz sem tudi prek razuma do določene mere, morda celo mečka na podoben način, ne, jaz sem že govoril, mislim, da si bil celo enkrat prisoten, ko sem pa jaz to govoril na skupini, ne. Se pravi, jaz sem to stikalo, da Bog je v klopu, 0-1, in se je potem kot implikacija toliko velik stvari lepše postavil in lepo zgradilo, da se v bistvu, da mi ni imel več smisla iti ven. Ne? In je mečkam podobnosti v tej tvoji zgodbi in ne vem, ali ni to morda dokaj razširjen način, kako priti do vere za računalničarje. To pa seveda ne govori o tem, da gorečih grmov nisem doživljal. Mogoče potem, ko sem si jih dovolil to še več, ne, v smislu, pa bil sem ravno v obdobju iskanja kot mladostnik in se pravi, goreči grm pa definiran kot močen dogodek komunikacije z Bogom, stika z Bogom na ta ali drug ali tretji način, ne, kot skozi kjerkoli medij, jaz sem pač bolj auditivc in je to bolj razumen kot pogovor in to ni vedno pogovor, ne, velikrat molči, še večkrat molči, veliko večkrat molči, ampak vseeno in sem večkrat te podobnosti doživel zdaj, kako ti vidiš to? Ja, jaz sicer sam nimam v resnici še niti zdaj nobenega takega, prav da bi rekel, doživetja, ki bi mi to nekako podprlo, ampak čist v bistvu razmislek, kako, pač dejstvo je, pri meni je bilo tako, dejstvo je, da je Jezus živel, dejstvo je, da je umrl na križu, in očitno je ustal, ker imamo pa tukaj toliko pričevanj, toliko ljudi, ki so zaradi tega dogodka zastavili svoja življenja, toliko materialnih virov tega dogodka. Ker v bistvu pa priješ do tega, čakaj, kako to dejansko je najbolj lena
intelektualno lena interpretacija, da to ni ta res. zgodba bolj verjetna, čeprav je neverjetna. Točno to. To se je meni zgodilo, da v resnici intelektualno gledano je bolj logično, da se je to v resnici zgodilo. Čeprav ne veš kako. Čeprav nimamo pojma kako, tako. Ja. In seveda tudi na drugi strani, ne, cel ta zgodovinski lok, ne, iz stare zaveze v novo zavezo, vsa ta napovedovanja, ne, Ja. In kaj se je zgodilo in tako, kot je bilo prerokovano, ne, to je tudi, jaz sem šel prav s ChatGPT-jem seveda se pogovarjati, zelo inženirsko-statistične modele sem začel delati, če bi vzel tiste res najbolj specifične dogodke, ki so se zgodili, ne, in kolikšna je v resnici verjetnost, da se 20 teh najbolj kritičnih dogodkov v resnici zgodilo, ne, in tam pa priješ do, ne vem, 1 proti 5 A si še ChatGPT spreobrnil? Ja, v resnici sem ga na koncu vprašal. No, glede na to... A si ga, ne? Kaj je rekel? Je rekel, ja, v resnici tam 20-30% je verjetno, da je vse to res. Lej, I can work with that. Super. Kako je pa ta konkretni preklop stikala iz 0 v 1, Boga ni, Bog je, spremenil tvoj okvir v odnosu do žene in družine? A otroci so bliže prej krščani? Ja, moji otroci živijo krščanstvo od pač vsega. Mi smo se v začetku odločili, da bomo na ta način gradila družino in vzgajala otroke. Tako da tukaj v resnici ni neke... Mogoče je še ta sprememba, da je v resnici na začetku lanskega leta, ko sem enkrat sina povabil na toast po maši, me je v bistvu on prvi izval, ne, rekel, čakaj, daj se šel pa ti krstiti, ne. V bistvu čisto iz ene skrbi, da za vsak slučaj sem rekel, lej, si mi dal misliti, si mi dal misliti. In v resnici je bil tudi to mogoče eden izmed povodov, zakaj sem bolj aktivno začel. Vidiš, Goreči grm, ne? Ja. Jaz Goreči grm, ena od značilnosti tega dogodka je, da se ga spominjaš, kot bi bil včeraj. In jaz sem... To se. Ja. A ne, a veš? Ja. Ne? Ja. Tako da Jakob, hvala. Mene je nagovorilo v knjigi močno ta komplementarnost me je nagovorila med bojem za status in človekovim dostojanstvom. Se pravi, jaz kot pastoralni delavc človekovo dostojanstvo razumem, tudi kot družbeni delavc, recimo, ko govorimo o aktivnem državljanstvu in o personalističnem svetovnem nazoru, se pravi, zakaj nisem ne levičar, ne desničar, ker ne, pri levici je skupnost bolj pomembna od posameznika, ne? Pri desnici je posameznik bolj, oziroma pri liberalizmu je posameznik bolj pomemben od skupnosti, ne? Tukaj je pa skupnost in posameznik sta v enem neprestanem dialogu, skupnost skrbi za posameznika, posameznik skrbi za skupnost, sta v horizontali in tukaj pol pridemo do človekovega dostojanstva in dialoga kot temeljnih vrednot, na katerem pa cela politično prepričanja stojijo in tako naprej. Ne? In ja, bi lahko rekel, da sem boj za status videl kot nekaj, kar nasprotuje temu dostojanstvu, ker se lahko, ne, v Petersonu je zelo, Jordan Peterson, tam je zelo značilen tisto odlomek, ko se jastogi, ki so že veliko pred človekom bili, borijo za status in imajo veliko skupnega, tudi so oni s človeškimi možgani in tako naprej. Ne? Ta knjiga mi je prispevala k temu, da sta se pri meni povezala oziroma spravila med seboj ta dva pojma, da sem lahko borec za status in tukaj te sprašujem kot podjetnika, po mojem najbolj, a ne kot človeka, ki se bori za status velikrat, ker vsak pri meni javljanje na javni razpis, pri tebi prodaja, uspeh v startupu je na nek način boj za status, a ne, in to človekovo dostojanstvo, da sem lahko oboje. Ja. Zdaj tukaj, ko ti rečeš boj za status, ne, s tem v bistvu namiguješ na to, da je to igra ničelne vsote. Ne. Se pravi, da če jaz... Ja, če bi mojo Simona nek drug fant duboje, ne bi jaz. Ne? No, tako, ampak v resnici jaz mislim, da vsaj tako, kot je status definiran v tej knjigi, ne gre čisto za to. Ne gre za nujno samo relativno glede na ostale, tudi v bistvu on ga definira kot moj moški delež v božji slavi. Ne? In v bistvu, kar je tle mišljeno, je, to je nek merljiv pokazalnik moje
uspešnosti udejanjanja svoje virilnosti. Se pravi, če sem jaz len, pa ni nič od mene, pa nisem aktiven v življenju, pa pač mojega statusa ne bo, ker v resnici nič merljivega ne bom dosegel. Veš, kako te slišim, da ni treba drugega potovč, zaradi Tako tega, je. da si to iz moje besede mogoče. Točno to. Ne? Ni V treba tem drugega smislu ni potolči. to ta Ja. rivalstvo, ne? Ja. Ampak gre za to, kako jaz vidim, da nekaj je v življenju od mene. Ne? Tudi če jaz grem na ribe, ne, pa prinesem 3 postrvi domov ženi, ne, je to nek doprinos k mojemu statusu, ne glede na to, kaj so drugi v ribiški družini ujeli tisti dan. Ne. Tako da jaz mislim, da tle gre v bistvu predvsem ali za to, kako sami Če vidimo. bi bile ribe toliko nekaj pomembnega, pa da vidva še ne bi bila poročena, tvoja Mica, morda se lahko zaljubila v drugega ribiča, ki bi imel ful večje ribe. A veš? Ja, In tukaj je mene pač kot človeka z v bistvu neko obliko invalidnosti, v kateri veliko stvari nisem mogel delati, kot mladenič, ki bi mi bila ta knjiga namenjena primarno, ne, me je to ves čas zelo matralo. A bo meni sploh uspel, Aha. ne, konkurenca je velika itak, čeprav kukorkoli, ne, jaz na koncu dejansko to sem vse gledal skozi poklicanost, skozi moj pogovor z Bogom, skozi to, da me ima Bog rad, dejansko skozi dostojanstvo, ne, ampak se pa zdaj mečken lažji z obojim poigravam, no, ker so mi šli pa blazno na živce ljudje, ki so se, kako bi rekel, bahali. Recimo še zdaj se kot včeraj spomnim enega rojstnega dneva od svoje hčere, ko so ene 4 oči, tam smo še zdaj točno vem, kako smo na kavču sedeli in kako je vsak se napihoval, koliko je uspešen. Ja, ampak to je po mojem popolnoma zgrešen način življenja, v smislu, da nisi v svojem okviru. Ker če si ti v svojem okviru, ne potrebuješ nobene potrditve, nisi odvisen od potrditve drugih. Ne? In v tem smislu, zdaj, če gremo mogoče spet na zakon, ne? Ena izmed stvari, ki se meni zdi pomembna, je, da v bistvu moški postanemo neodvisni od tega, koliko nam žena ves čas govori, koliko smo dobri, pridni, ne vem kaj. Ker v resnici to ni, če si ti odvisen od te potrditve, je to v vsakem primeru slabo. Tako da v tem smislu status glede na svoj okvir, ne, kaj jaz, ko si nekaj zadamo v življenju, to bi pa rad dosegel, kje na poti do tja sem in v bistvu jaz mislim, da je koristen lahko, ne, status v tem smislu, da meni da povratno informacijo, a sem na poti proti temu, pač kar hočem v življenju doseči. Ja. Jaz sem takrat iz tistega boja v narekovajih, ki ni bil boj iz ničelne vsote, v smislu, vsi so se bahali, izstopil na nek način, ampak po mojem ne iz čist pravega razloga, v smislu, jaz ne rabim potrditve. A veš, ampak sem izstopil v smislu, jaz sem tle gostitelj, bilo je pri meni doma, ne, ne, pač jaz se pa ne bom šel, pa bi tudi mogoče kaj želel biti, kar so oni povedali, da so. In meni se vsem zdi, no, recimo odnos do denarja je zelo neločljivo povezan s statusom. No, in tako kot cerkev nas včasih nam da napačno sporočilo, da tale moška moč ni nekaj zaželenega, o tem bi se mogoče tudi še kaj pogovorila, nam da tudi velikrat sporočilo napačno, da je denar nekaj, kar je veliko lepše, če nimaš, ne. Ja, no in tle je po mojem pa, to je lahko čist druga debata, meni se zdi, da to rak rana v Sloveniji. Ne, da v bistvu misliš, da širše ni? Jaz mislim, da bivše socialistične države sploh imamo težavo s tem, da je v bistvu status kot količina denarja, ki ga imam na računu, je to po definiciji nekaj, kar mi manjša moralni status. Kar mi manjša pot v nebesa, ne? Čeprav vse je res bogatin, ne? Ja, ampak se kar naredi predpostavka, da če imam denar, ga bom porabil zase. Ga bom porabil zase in za svoje egoistične potrebe. Ampak to niti približno ni nujno res. Jaz recimo, zakaj sploh se grem start-upe? Jaz se spomnim, ko sem začel Genialis, sem naredil zelo kalkuliran izračun, ne, kaj hočem zdaj početi. A bom SP računalničar, a bom delal neko produktno podjetje in sem se v bistvu odločil za produktno podjetje, ker sem si rekel, v bistvu je to mogoče način, na katerega jaz lahko v življenju pridem do ene večjega kapitala, večje vsote denarja, s katero bom lahko spremenil družbo. At scale, ne, na skali. Ne. Eden od virov moči je tudi denar.
Tako kot je vir moči, Moč- če si fizično na fitnessu. Moč razporejanja denarja v tiste stvari, ki se tebi zdijo smiselne. Recimo, jaz imam eno vizijo, ker se mi zdi, da bi zelo rad v Sloveniji naredil veliko spremembo, in to je, da bi naredil srednje šole, ki so katoliške, pa ne samo teh par gimnazij, ampak v bistvu poklicne katoliške srednje šole. To pri nas se mi zdi, da je taka potreba. Ti si A ne? falil, bi mogel iti za Salezijance. Se ne, da Salezijanci jih imajo kaj v Sloveniji, ampak to bi bil točno Don Bosco Ne, poslanstvo. tako, ampak v resnici mislim, da to je pač na koncu pride tudi do denarja in da je težko take projekte speljati. In recimo to je eden iz razlogov, zakaj si jaz grem startupe, ker bi rad potem imel to moč take velike spremembe družbene delati. Jaz mislim, da bi to v A resnici... to je v tvojem okviru? Že zdaj? Ja, to si jaz želim. Ali To je- kaj, to je cilj, ki a ga si zasledujem. pripravljen razkriti ta delček tvojega okvirja, ki je vezan na denar? Se pravi, Kaj kaj je misliš tem? tvoja vera v zvezi z denarjem oziroma tvoje prepričanje v zvezi z denarjem? Se pravi, moje prepričanje je, da je denar v resnici, če izvzamemo dedovanje, da je v bistvu super merilo, koliko ti družbi dodaš vrednosti. Seveda imaš tudi neprofitne organizacije, pa gasilce, pa ono tretje, ker se ne merijo po teh kriterijih, pa so ravno tako zelo pomembni, ampak v splošnem meni se zdi to, se pravi, dodajanje vrednosti družbi skozi dobre izdelke in storitve. v Mislim, bistvu- najbrž misliš še eno od meril, ne se možno si tako reči. Ne, pa da pač sem eno poslušal. izmed, tako Ja. je definitivno eno izmed. Se mi zdi super v bistvu proxy metrika za to, koliko ti vrednosti družbi dodajaš, in v tem smislu se meni zdi to dober sistem v resnici. To je v predpostavki, da ne hvatamo krivin. Tako. Ja, ker Mislim, da imamo pravno državo, da igramo po pravilih igre. Ne? Ampak Ja. če pač dejansko bi igrali po pravilih igre, se meni zdi to super sistem, ki nagrajuje tiste ljudi, ki dost vrednosti doprinesejo k družbi, s tem, da lahko razpolagajo s tem kapitalom in naprej povzročajo smiselne spremembe, ki se pač ne izdejo. Se pravi, v bistvu je to glasovanje ja. družbe, kdo naj ima pomembno besedo pri tem, kako se kroji prihodnost družbe. In meni se zdi v resnici sistem, ki nagradi tiste, ki že itak dodajajo vrednost skozi dobre izdelke in storitve, dober sistem. Meni se pač zato zdi kapitalizem dobra stvar in v resnici mislim, da tle imamo v Sloveniji zelo velik problem, ker je kapitalizem tista stvar, ki je pač po definiciji negativna in iz tega potem tudi izhaja, da če imaš denar, se kar predpostavka naredi, da boš to porabil zase in si zaradi tega slabši kot on, ki je pač brez. Čeprav je ravno v zadnjih nekaj letih veliko zgledov, ne? Še posebej Boscarol. Ja, tako. Mislim, da je podobni, to tako. Jaz mislim, da je to koncept, ki je pač smiselen. Ja. Se pravi, se tudi mož na nek način meri v družini po tem, koliko denarja prinese, ker to je tudi mečkam bogokletno, ne? Kaj ste misliš, meri? Njegovo vodenje, ne? Njegovo... Jaz mislim, da je pač pomembno, da ne vem, da je to nujno, Se pravi, samo recimo, mož, ampak tam, kjer imajo žene višjo plačo od mož. Jaz ne vidim, da je popolnoma nobenega problema. Se pravi, to je vseeno stvar dogovora, zakoncev, kako sta se odločila finančno preskrbeti sebe in svojo družino. Tle ne vidim, da bi bilo to... V smislu, če je dogovorjeno. Ne? Ja, če je pač tak dogovor, tudi moja žena je mene preživljala prvih nekaj mesecev na enega zakona, ko sem bil še študent. No, se jaz kot nevladnik tudi poznam take scene, No. ampak ne, se to gre v bistvu na naslednje vprašanje, ki je pa doprinos moža družini. V smislu, kaj ti vidiš, da je lahko tvoj največji doprinos tvoji družini v sedanjem času in morda tudi pod vprašanje, kako se je ta doprinos oblikoval skozi čas. Ne, povejva tudi, da imaš ti samo sinove, ne? Ja, 5 fantov. 5 sinov, kar je mogoče še ojača ta tvoj doprinos, ne? Dober zgled pač tem fantom, zgled vodenja, se pravi, imeti mnenje o stvareh, stati za svojim mnenjem in svojimi prepričanji, imeti ta trden okvir, da je tudi plemenit ta okvir, ne? Da so v bistvu te vrednote, ki so tam noter, da ni to zdaj samo sebi namen, pa meni, ne? Ampak v resnici neka usmerjenost v splošno dobro, v zveličanje, v svetost drugih tudi, ne? To v resnici mi je zelo pomembno. Sam se smeješ zato, ker zdaj nisi toliko navajen teh besed, če uporabljaš. Tako, točno to.
Ja, in to se mi zdaj veliko dogaja zadnje čase. Ja. No, in v bistvu, ja, zgled vodenja in biti vreden sledenja, pa v bistvu neka zdrav odnos do moči. A ne? To se mi zdi, da je v bistvu tudi ena stvar, ki je v krščanskih krogih prnada, da v bistvu sama moč je kar že mal hudičevo delo, da je mal ta krotkost mal narobe razumljena. No? Jaz mislim, da je moč izjemno pomembna, tako fizična kot miselna. Vse oblike moči so zelo pomembne, še bolj pomembno je pa pač tudi to, da znam ravnati s to močjo in jo uporabiti za dobro, ne jo zlorabljati. Tudi fizična moč, ne nazadnje, ki se mi zdi, da je v bistvu tudi spet pri nas v krščanskih krogih zelo podcenjena, sploh pri nas pisarniških delavcih. Ne moreš biti zaščitnik svoje družine, če fizično nisi močan, ker tudi če nikoli ne pride do te situacije, ne nudiš te varnosti čist na konceptualnem nivoju. Pač, tudi hipotetično ne moreš ti nuditi te varnosti. Tako da se meni zdi v bistvu vse te oblike moči zelo pomembne in v bistvu tudi fante vzgajati, da je to pomembno. No se in tle pa prideva recimo, kako je lahko invalid dober oče. A veš, ne? Pridemo do takih mal... Ampak zakaj se ti zdi to problem? Ja, ker ne more, mogoče ima recimo veliko manjšo možnost, da bo nekoga zaštopal en konflikt, če bo nekdo grozil v njegovi družini. Ok, ampak v resnici imamo vsi svoje pomanjkljivosti. Ja. Ne? Se pravi, vsak ima svojo invalidnost, tako in tako. Itak. Tako da jaz mislim, da pač vsi moramo najti načine, kako kompenziramo svoje šibkosti z svojimi bolj poudarjenimi močmi. Kompenzacija je tle dober tako. Dober zdaj, point. Pomembno se mi zdi, da pač se ozavesti, kaj so zdaj te moči, kaj so tudi šibkosti in da znaš to tudi sprejeti kot v resnici en dar, ki ti omogoča, da se zavedaš tudi šibkosti, ki jih imajo drugi ljudje in lih iz tega potem živiš eno plemenitost tudi do drugih. No. Smo se glih z enim drugim direktorjem ene neprofitne organizacije hecala, da imamo vsi odločbe. Ker zdaj ima itak to kot odločbo in ko govorimo o zaposlenih in tudi o nas, se razume, tle ne govorimo samo o zaposlenih, ampak tudi sebe vključim. Vsak ima neki, zaradi česar je treba zanj imeti individualni program. En bi rad, ne vem, imel manj dopusta pa več denarja, en bi rad dopuste točen takrat, kadar jih ga najbolj rabaš, nekdo ne zna, nima strukture in ne vnaša pravilno v aplikacijo, nekdo drug je pa toliko strukture, da se ne premakne nikamor, in z vsakim moraš individualno delati, kot da ima neko odločbo. In mi je bilo zelo lepo, ko si rekel, sprejemati šibkosti tudi pri drugih. Kakšne so tvoje voditeljske izkušnje iz startupov? Ker to je tudi v družini, se mi zdi problem. Ampak me zanima res iz startupov, ker si toliko ljudi vodil že. Ja, kaj točno te zanima? Kako si se soočal z dejstvom, da ima vsak od tvojih zaposlenih eno odločbo, torej eno specifiko, kjer moraš prilagoditi delovne procese njemu, kjer je invalid? To, kar si tudi sam rekel. Ne? Ja, jaz sem zelo vedno, imel sem kolega, ki je v resnici tudi imel ene težave, psihične, in je bilo včasih res težko, res je bil izziv v bistvu delati meni in sodelavcem, po drugi strani je pa bil toliko pameten, toliko ene vrednosti prinesel, da mi je bilo zelo pomembno, da najdemo pač način vsi skupaj, kako sodelovati. Tako da v bistvu smo pač kar nekaj energije kot ekipa porabili za to, da smo najdli te načine pa procese prilagodili, ampak smo najdli pot. Tako da jaz sem vedno probal ta pozitivne stvari poudariti, pa najti način, kako... Tudi sam v resnici jaz imam moja velika, mogoče netipična lastnost za moškega je to, da sem ravno ta čustvena občutljivost. Mene je to celo življenje zaznamovalo, da se me zelo hitro stvari prizadele in pol kar te začne kar po glavi stvari in sploh ne moreš razmišljati. Razen, če sin reče, da bo dobil spet v šoli. Takrat pa. Zdaj to je že bistveno boljše, ampak v resnici
To in nizek prag bolečine, fizične, ne? Meni se zobrca zmer smeje, ne? Ker mi mora 3 špunte dati no to zob. Prime, ti si uni. To je pri meni. Lepo, da se nasmeješ temu. Ne? Ja, mislim, meni je. Kdaj si se začel smejati temu? Mislim, v lanskem letu bistveno bolj kot prej. Ampak mi je v resnici to bil vedno nek. Včasih mi je bilo res težko to sprejemati pri sebi, kot del sebe, ne, ali pa sploh biti hvaležen za to. Ampak ja, vsi imamo po mojem te nekatere take invalidnosti. Ne. Meni se tako lepo zdi, da smo ustvarjeni nepopolni, ker edino na ta način rabimo drugega. Ne. Se zavedamo, da rabimo drugega, ker jaz sem se to naučil, da pač enostavno vseh stvari v tem svetu, kot je oblikovan, ne morem narediti zaradi svoje zaznamovanosti in da rabim druge za marsikaj, jih res nisem sposoben sam narediti, ne, oziroma bi trajali krat 100. Dejansko krat 100, ne samo krat 1,4, tako kot drugačne. In koncept vlog v timu, ne, se pravi, da imamo v timu, vse imaš mnogo teh modelov, ne, ali eni imajo 4 vloge, 8 vlog, kakorkoli, ne, da vsak ima super moč in ima tudi super šibkost. Ne. Ja. In kljub temu imaš to dostojanstvo in tukaj pol pridemo do tega statusa, veš, status ti lahko samo z drugimi. A veš, ker status je individualna kategorija, mogoče me to celo moti, to šele zdaj razmišljam, ko govoriva, ne? Ali je sploh kaj tazga, za kar sem popolnoma sam odgovoren, ne? Ker status je pa individualna kategorija. Ne? Kako misliš sam odgovoren? To je bil tudi tvoj način govora, ne? Status je pokazatelj, koliko dober si sledil svojemu okviru in koliko dober si udejanjal svojo virilnost. Ne? Ja. Se pravi, a sem kaj naredil v življenju v smeri, ki jo želim, ali. A veš, kaj mislim, morda mi je pomagal en ključno do uspeha, ne, in kako boš pa rekel samo dejanju v življenju neki, če je bil pa ta človek, brez tega človeka ni šans, da bi prilezel, ne? No, ene stvari so ti pač podarjene, ene stvari pa so tudi sad tvoje volje in dejanj, a ne, in po mojem je to tisto, ne, pač kako te sadovi, ne, so v bistvu status, ne? Se pravi, po teh se v bistvu gleda. Koliko si zares ti sam vse naredil, vse veš, poznaš tiste zgodbice, ne? Ko greš pol za nazaj trejsat, ne? Aha, a ti si to sam naredil, aha, kaj pa to, da si vhodno sestavino v to, da si ti sam naredil, ne? A ja, primer bom dal, ti si ta avto sam zaslužil, aha, zanimiv. Kdo pa ti je dal šolo, da si ti lahko ta poklic opravil? Se spomniš že 100 ljudi. Jaz mislim, da je to nevarno, da v bistvu se dajemo v pozicijo, kjer itak ni nič od nas odvisno, kjer je vse podarjeno, kjer v bistvu. Da jaz mislim, da je pomembno se zavedati, da imamo svoj, ne vem, kaj je slovenska beseda za ta angleški izraz agency, ne? Kako je to preveden? Nimamo, ne? Take, ampak da je pomembno, da se zavedamo, da imamo svoj agency, da imamo svojo svobodno voljo in svojo moč in da je od nas odvisno, a bomo to uporabili sploh, pa tudi za dobro, ne? Da ni, ne, da je čisto v redu, da smo pasivni in da Bog pošilja stvari na pot in da itak v resnici ni nič od nas. Ne, je od nas odvisno, ne? Ima priliko o talentih, ne, ki tako, zelo to ponazarja in je zame tako verjetno ena od 5. No, mogoče bi jih še več naštel, ampak ključnih, ne. Zdaj goreči garem moram že itak not uvrstiti, sva v tem podcastu, ne. Pa pol najbrž Adama pa Evo, ne. Ja. Prilika o talentih je pri meni zelo hiter na vrsti, ne, ker točno to. Se pravi, ali prvo prepoznaš, sploh prepoznaš in pol, a daš v mlinček za naprej, ne. Ampak dajva se sam še vrniti na to, prosim, moč in cerkev. Tega še nisva čisto dobro. Vse sva se parkat. Ampak daj ti zdaj, rad bi te postavil v vlogo zunanjega opazovalca, ko še nisi verjel v Boga. Pa si pa bil, lahko rečeva tak, tabornik, mal si imel te nastavke za tazga močnega poba. Ne vem, če. No. Ne vem, tako se mi zdi. No. Veliko si v naravi tudi bil, pa tako, ne. Ja, čeprav predvsem si veliko želim biti v naravi, koliko sem pa v naravi, mogoče manjkrat bi si želel. Ne, ampak jaz nikoli nisem bil nek res outdoors. Sploh ne, jaz sem bil vedno bolj geek, računalne črtam, cele večere v pisarni, pa tako. No, ampak moje vprašanje je, če se postaviš v ta starega nejca,
ki je sicer 20 let že živel s katoličanko in v katoliških, ti si ti zelo, da poveva, ne, zelo bil dejaven član Iskreni net, ne, oziroma sodelavec, tako da nisi od nekje, ne. Kako si videl cerkveno obravnavanje moči takrat? Nisem sploh imel neke perspektive, da je to narobe ali pa napačno. Jaz sem v bistvu jaz sem bil zelo na tej pacifistični strani, tudi recimo čisto ideološko, v smislu civilno služenje, dajmo vse to razpustiti, vojske, tretje, ne. In danes razmišljam popolnoma drugače. Tako da je, ker v bistvu predvsem to, no tudi recimo, ne, lani je bil ta... Kaj sem zdaj ugotovil? A veš, si predstavljaš, Nejc brez Boga je pacifist? Ja. Nejc z Bogom se radikalizira? Ja, ker v resnici... Kaj da bi šel v islam, a veš? Mene je sicer radikaliziral napad na Izrael, predvsem takrat. In predvsem to, boj obstaja, področje boja dobrega proti zlu in je pomembno, da znamo se zoperstaviti zlu in se tudi aktivno boriti proti zlu. In v tem smislu se meni zdi v bistvu zelo pomembno, obramba nasploh, ker kdo pa bo branil šibke, če ne tisti, ki lahko, ne, pač na kakršenkoli način že. Tako da v tem smislu se mi je vse moje pretekle razmišljanja na to temo, se mi zdijo bistveno bolj naivna, kot so se mi takrat. Kdaj te dejansko Izrael? Ja, mene je tisto odprlo. Dobro, zlo sploh. Ja. Za koncept boja dobrega proti zlu? Ja, meni je bilo... Prej ga nisi imel tega v glavi. Ne toliko, potem pa mogoče čist, jaz pač veliko sledim X, bistveno več, kakor tudi mogoče nimamo televizije doma, tako da bistveno manj kot nekak slovenske medije. In v bistvu mi je to mogoče tudi skozi zadnje 2 leti prebil, no, da je to pomembno. No. In tudi sploh čisto ta pozicionirati se, pa predstavljati se kot močan, zato, da ne pride do konflikta, ne, da v bistvu je žal v svetu tako, da more biti ravnotežje moči, ker takoj, ko se to ravnotežje podre, takrat nastanejo konflikti, tako da več iz tega vidika drugače gledam, kakor prej. Čisto v smislu krščanska scena pri nas, kako sem prej to videl, nisem imel nekega odnosa negativnega do tega, jaz sem pač nasploh, mi je bil vedno ta svet, ko sem Mico spoznal, zelo domač. Se pravi, zakaj je v bistvu meni, ko sem Mico spoznal, nekaj me je peljala na kakšno žurko, še študentsko, takrat te tam v, krščanskemu, temu katoliškemu dijaškemu, ta študentski dom tam v Šiški, recimo, se spomnim, enkrat smo bili dol v eni kletine. Jaz sem bil prvič življenje na žuru, kjer noben ni pil. Ja. Mi je bilo, kje sem jaz hodil. Jaz sem bil v bistvu v tem smislu so me stvari zelo zarezonirale. Zdrav odnos do življenja in veselje do življenja. Tega v bistvu odprej nisem toliko poznal. Tako da v bistvu zato mi je bil ta svet zelo domač. In v bistvu mi je tudi ta bolj pacifističen odnos, pa ta krotkost, mi je bilo v bistvu zelo blizu. Zdaj pa bolj vidim, da je to lahko tudi problematično, če je narobe razumljeno. No. A te če so stala ta krotkost v življenju do zdaj? Ja, v resnici, po mojem tega, da pa čist fizično, jaz sem pač začel uteži dvigovati 2 leti nazaj. Ne. Prej pač se nisem s tem niti približno ukvarjal in nisem zadovoljen s tem, ker sem v resnici bil švohosten. Kot oče, kot mož, in bi se želel v bistvu biti tudi fizično močnejši že od začetka. Ne. Bi imel da bi to imel. Ja. Bo treba nadoknaditi. Hej, dajva zdaj počas zaključiti. Za zaključek me zanima, kar je tudi poanta tega podcasta, te prepoznavanje teh gorečih grmov. Sej si kot matematično predstavljaš, goreči grmi so kot ene točke na poti, ki te tako usmerijo in pol se da eno premico ali pa krivuljo potegniti med temi točkami ali pa zlepek ali pa kukarkoli, ne, da razstane taka lepa življenjska črta. Kaj bi bila ta tvoja konstanta v življenju oziroma ta tvoja rdeča nit oziroma ta struna v tvojem življenju, ki vedno brenka z isto frekvenco, ne glede na to, ali je ta Nejc tabornik, ali se da krstiti, ali ima Mico za ženo, ali je v startupu, ali je oče. Se pravi, kaj je tista konstanta, kamor so te goreči grmi? V bistvu je ena taka otroška naivnost. V bistvu sem po naravi sanjač. V bistvu se mi zdi, da veliko stvari se splača
probati narediti, tudi če se na koncu izkaže, da ne gre ali pa da niso možne. To je po mojem osnova za sploh to, da sem podjetništvo šel, ker brez te naivnosti... Ja, to je bilo moje pomislek. A so startuperji velikrat ja, to je vsi ljudje, ki jih poznam. Jaz mislim, da moraš imeti nekaj tega, biti moraš optimist, nepoboljšljivi. Tako da je to, pa nasploh, po mojem, to malo povezano, ta ljubezen do življenja in videti življenje, živost kot vrednoto samo po sebi, a ne, tudi se kaže v najni odprtosti do življenja, v resnici pa pač tle v neki točki sklenili, to je najpomembnejša stvar. To, no, in to v resnici je praktično enako tudi pri Mici, no. Tako da po mojem je to nekak stvar, zaradi katere sva se našla, sva skupaj prišla in prenese to mogoče na kakšne tudi druge načine še kaže v svoji ustvarjalnosti, ampak to je, bi rekel, da je taka rodovitnost na vseh področjih, no. No, in ta knjiga je v bistvu super primer, ker nikoli v življenju, res nikoli se nisem predstavljal, da bom jaz kadarkoli knjigo prevedel, ampak jaz, ko sem to prebral, meni je bilo, ok, to moram prevesti, če drugega ne, zaradi svojih sinov, čisto egoistično. Potem pa pač se je nabralo par prijateljev, ko so rekli, da bi tudi bili zainteresirani, da se to naredi, tako da smo pol to speljali in ko sem jaz to prvič Mici omenil, by the way, mi bomo kar eno knjigo prevedli, rekli, Ker ona pa je mičkam bolj z tega foha. Z tega foha malo bolj ve, kaj to pomeni. Meni se je zdelo pač, to bomo malo vrgli v ChatGPT, ne. Pa bomo to nekako z AI-jem se to bo šlo hitro, pa smo se kar... Jaz, odkar smo ta projekt dal čez, tako zelo cenim vse ljudi, ki kadarkoli si v življenju nekaj pametnega prevedel, ker je to res težko delo. Dober narediti. Ni toliko težko slab prevod narediti, ampak dober prevod je pa v resnici zelo težko. Tako da sem zelo bolj, včasih več sem rajš kupoval knjige v izvirniku, pa tako več, ampak zdaj pa rajš malo premislim, bi mogoče kar podprl prevajalce, ker v resnici ne gre sem za prevod, ampak prenos v drugo kulturo. Ja, in je v bistvu komunikacija. Tako. Je zelo kreativno delo. Ja. Tokenih zanimivih odločitev, ki jih moraš sprejeti. Če ne bi bil naiven, se v to ne bi vrgel, sigurno. Kako bi pol opredelil to poslanstvo, ki se je zdaj razvilo, oziroma kaj imata skupnega? Ker ponavadi to trdim, da poslanstvo je skupno za nejca startuperja in nejca prevajalca knjige in nejca očeta, oziroma ta Simon Sinek reče zakaj, personal why. Kaj je ta tvoj tist, kar daješ? Ne vem, čim več ljudem omogočiti življenje, izkušnjo življenja, v resnici to. Polnosti tudi. Pa polnosti, ampak že samo izkušnjo, se pravi to življenje samo kot vrednota. Dobesedno 5 sinovom si omogočil izkušnjo življenja. Ja, že teh 5 startupov je že kar veliko. Mogoče, čist zadnja, kako se do knjige pride to, da... knjiga je na voljo v knjigarnah, je pa tudi preko spletne strani pod.skoberne.net, to je pač pri meni, in če je pač tle skoberne.net, bo pač največji delež kupnine šel v višji cilj, ki je trenutno ta, da avtorja pripeljemo skupaj s njegovo družino enkrat v letošnjem letu, verjetno sredi leta, v Slovenijo, kjer bomo naredili potem tudi v bistvu en daljši pogovorni večer z njim, vprašanja, odgovori. Jaz izjemno si tega dogodka želim, ker je zelo dober govorec, zelo nagovarja. Na vikendu, ko smo ga imeli v Nazarjah, ko nas je bilo 45 mož, takrat je tudi imel polurno nagovor in je bilo zelo, zelo zanimivo. Tako da to je nekako ta višji cilj in zbiramo in smo že čez polovico zbranih sredstev, se pravi, mislim, da je že več kot 500 knjig bilo prodanih. Cilj je 1000, čim prej. Super. Hvala ti, pa srečno v zakonu naprej, dobro ga kuj naprej. Hvala tebi.